naši politiki, ki so očitno zjutraj pozabili vzeti tablete, so se odločili še za en šov povezan z Milanom Kučanom. Kaj je v prelomnih trenutkih rojevanja naše države počel Milan Kučan? Veleizdal in sabotiral je Slovenijo, zato so ga ovadili policiji in tožilstvu. Je Janšev popoldanski krožek Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, moraš prav zajeti zrak, da to zgovoriš do konca, je ovadil Kučana zaradi veleizdaje. Zdaj, kdo nam bo povedal kaj več o tem? Prihaja čas, ko bo moral Milan Kučan pojasniti svojo vlogo pri teh dogodkih. Bavčar, a si ti zdrav pol, ali kako? A sem pa vesel zate, da so krivi, ne? Se vidi, da so ti razveljavili sodbo. Zdaj te več ne buba srček. Po mojem mogli zgledati, kaj se je zavedel sred tiskovne. Kučan se bo mogel, a nisem jaz bolan. Zakašljaj malo, Igor. Vsaj kašljaj malo, da ne bo sumljivo. Folk, pejte v Medikor, tam vas pozdravijo vseh bolezni, ki jih nimate. Okej, Kučan mora odgovarjati. A zakaj zdaj, po 25 letih? Prvi razlog je nedvomno ta, da šele po 25 letih očitno razčiščujemo s tem, kar bi moralo biti razčiščeno že davno pred tem. Kakšen dogovor je to? To sem te jaz vprašal. To sem jaz tebe vprašal. Zakaj ste čakali toliko časa? Veleizdajstvo se sliši kot ena velika svinarija. To ga mogli takoj ovaditi. Kaj bi zdaj zahtevali kazensko odgovornost za gugu, za komad, mi imamo se fajn. Zdaj je prepozen, ne? Rabite defibrilator? No, to mogli kaznovati takoj, leta 86. Ampak kaj je pravi razlog, da se o tem pogovarjamo? Zdaj, drugi razlog za to časovnico pa je dejstvo, da je slovensko sodstvo 2 leti preiskovalo generala Toneta Krkoviča. General Krkovič, ki je pač branil državo in civilno življenje v Ljubljani, sedi pred preiskovalno sodnico. Krkovič je razlog za vse to. Okay. Se pravi, ovadijo Krkoviča, pa reče Janez, to si ti, kaj sem pa jaz? Ne bo pazili, da mu sodijo, so zdaj ovadili Kučana in ustvarili meglo. Mimogrede, Janez, kdo je bil obrambni minister takrat, ko je Krkovič sestrelil helikopter? A nisi bil to ti? No, kakorkoli, jaz Janeza v resnici razumem. Ne? Totalno ga razumem. On je jezen, da so razorožili teritorialno obrambo iz enega razloga. Če bi teritorialci tisto orožje obdržali, bi ga Janša lahko prodal za vsaj 100 milijonov mark. To pa ni mačji kašelj, ne? To je dost. Jaz bi tudi na njegovem mestu jezen. Je pa tu še nekaj res. Ta trojica, oni so lastnoročno rešili Slovenijo. Oni so naši osamosvojitelji, naši superjunaki, če se smem tako izraziti. Janša je itak Batman, princ teme, temni vitez, to je Drnovšek že vedel. Bavčar je Superman, on je neuničljiv. Njem ne more noben doživ ga. Sam če mu z zaporom groziš, pa je pa takoj bolan. Zboli. Zapor je kot njegov kriptonit. Pa še S pri njem pomeni simulant, ne? Hoj se pa Robin, pač en ta gejevski stranski lik, ki ga mora imeti Batman, da mu pomaga. No, kakorkoli že, včeraj se je na ovadbo odzval tudi sam Kučan. Glede na mojo višino sem jaz bil zmeraj od spodaj, tako da tisti, ki so ste rekli levi, desni, zgornji, spodnji, jaz sem bil od spodaj. Zdaj, kdo je zgoraj, to je seveda pa stvar zmeraj konkretne presoje. Čekaj, kaj? O čem ste se vi pogovarjali? V bistvu nočem vedeti. Ene stvari ne ostanejo med moškimi in 10 novinarji. Bi pa vsaj nekaj vprašal, Milan, v dobro naroda. Zakaj sta z Janezom sploh skregana? Ker on nam noče povedati. Jaz konflikta z Janšo nimam. On ima z mano, jaz imam pa z njegovimi metodami. Od kdaj? Kdaj si to začelo? Odkar sem ugotovil, da zaupanje, ki ga je med nama normalno bilo, ker sem pa človek, ki sodelavcem zaupa, da je to zaupanje izigrano. Bogi Milan, ves cajt mi na robu joka. A si videl, kaj si naredil v možakarju Janez? Spravil si ga v solze. Monstrum ti eden. Daj se vse nehala kregati in spoznala, da en brez drugega ne morta.
Pejte na eno večerjo, pogovorite se, malo se zažvalite. Sem da bo mir pred vama. Vsak dan Janša to, Kučan tiste, pa pejte se soliti. Ker resno, ti ljudje so ostali v preteklosti. En dan pridigajo v letu 45, zdaj od 90, mislim, sem prepričan, da ima to stanje svoje ime in pripadajoče tablete. Zdaj, mi ne vemo, kaj bo jutri. Država gre v 3 krasne, oni pa vsak teden znova pizdarijo, težijo, pa mešajo meglo. Da ja ne opazimo, ko so nesposobni in bedasti. Če našim politikom vzameš demagogijo in nabijanje, dobiš golega cesarja. Pogrevati stara jajca, mislim, a veste, v čem je razlika med dobrim in slabim politikom? In ni razlika v tem, da je en živ ali pa mrtev, to smo preskočili. Ampak razlika je v tem, da dober politik gleda v prihodnost, slab pa v preteklost. In trenutno je razmerje žal 100% proti nič. In kako so to zdraho komentira trenutno najbolj perspektiven politik pri nas? Se mi je kar zdaj. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.